Nazaj ne bi napisal slovenski jezik, slovensko slovnico, da lahko v našem domačem jeziku rečemo, kaj si Jezus želi. Jezus je pot. Jezus je pot. Jezus je resnica in življenje za tvoje življenje in za moje življenje. Slišali smo že nekaj pričevanj in še mnogo jih pride. In Jezus je na križu rekel, dokončano je. In mi imamo v življenju mnogo stvari, ki še niso dokončane. Mnogo stvari, ki niso dokončane. V naših mislih je mnogo informacij brez konca. Jezus pa je rekel, dokončano je. On je prišel pred 2000 leti, zato ker je tebe danes videl na tem igrišču. In ti govori, žejen sem tvojega srca. Odpri svoje srce, da ga jaz napolnim. Ne, da ga ta svet napolne z žalostjo, z depresijo, z lažmi, z alternativo, z raznimi religijskimi praksami, ampak Jezus želi biti del tebe. On želi biti del tebe in Gospoda Jezusa Kristusa prosimo, da je del te družbe. In del te družbe je lahko samo takrat, kadar je del tebe osebno, v tvojem življenju, na tvojem delovnem mestu. In to so oznanjali prvi reformatorji. Oni niso protestirali proti tedanji oblasti, ampak so oznanjali, da si ti reformacija, da se ti reformiraš svoje srce. Kako? Ne moreš ga reformirati samo od sebe, ker si tako dober človek, ampak samo po Jezusu Kristusu. Ljudje izvajajo razne telovadne prakse in vse sorte, kar je danes v svetu, ampak reformacijo srca ti lahko da samo Jezus Kristus. Ni drugega Boga, ni druge poti, ni druge resnice in ni drugega življenja, razen Jezus Kristus. Edino to ime je dano pod tem nebom širnega sveta, Jezus Kristus, po katerem si ti lahko reformiran, po katerem si ti lahko odrešen, po katerem si ti lahko nova stvaritev v Jezusu Kristusu, v živem Bogu. Živi Bog, Jezus Kristus ni oseba, ki je prišla, pogledala, kako je na zemlji, tukaj pa zelo trpijo, gremo domov. On je prišel, spoznal ljudi, izbral svoje učence, med katerimi jih je mnogo tukaj, in rekel, jaz sem z vami do konca sveta. Do konca, dokler bo zadnji človek živel, bom jaz z vami in on je tukaj. To je njegova obljuba. In kaj rabi človek narediti? Reči, Bog, tukaj sem. Tukaj gor en Denis vpije, govori, malo čudno zgleda, ampak Bog, če si ti kje, daj se mi razoden. To je lahko tvoja prva molitev. In takrat pride moč Svetega Duha, ki te prevzame, ki te dvigne, tako kot je Primoža Trubarja, ga dvigne in reče, ja, očka, ker ljubim ta narod, želim biti uporaben od tebe, da napišem katekizem in abecednik. In to je prava reformacija. Takrat je narod spoznal, kdo je v Kristusu. Imeli so pravo spoznanje Boga v Jezusu Kristusu. In to znanjamo danes. Da ima narod pravo spoznanje o Bogu Očetu po Sinu Jezusu Kristusu, ki je trpel na križu in rekel, dokončano je. In s čim je on dokončal svoje delo? S tem, da je prelil svojo kri, s tem, da so mu iznakazili njegovo telo, da sva ti in jaz lahko v Očetu, v Bogu Očetu, popolna stvaritev. In danes si lahko odrešen. Ne jutr, ne pojutrišnjem. Današnji dan ima dovolj svoje lastne teže. In zato danes je čas, da rečeš živmu Bogu, tukaj sem. Tukaj sem, spremeni moje življenje, ali pa tudi tega mu ne reči. On ve, kaj ti rabiš, on ve, kaj jaz rabim. In on ima zate največ, on ima zate maksimum, on ima zate izobilje,
ki ga niti v mislih ne moreš si zamisliti. Tu ima Bog zate pripravljeno. In tvoje in moje je samo to, da to sprejmem. Da to sprejmem, da rečem, Jezus, ti bod gospodar v mojem srcu, kajti nebeško kraljestvo se je približalo in močni ga osvajajo. Bodi toliko močan, da narediš en korak. Kam? V neznano. Hoja z Jezusom je dogodivščina. Hoja z Jezusom je akcija. Hoja z Jezusom ni biti kjerkoli v neki zgradbi in delati nek ritual. Hoja z Jezusom je življenje, ko ga živiš od ponedeljka do nedelje in od nedelje do ponedeljka. Vsak dan, vsak trenutek tvojega in mojega življenja. To je hoja z Jezusom, zato ker je Bog živ. Bog živi, haleluja narod. Bog je živ, haleluja. In slava imenu Jezus, ker je tak privilegij, da se ogromno cerkva lahko zbere na tem mestu, da lahko izpolnimo tisto, kar je Jezus rekel, po ljubezni vas bodo prepoznali. In narod ob levi strani naj bo silno blagoslovljen, da jih po ljubezni jih bodo spoznali. In naj bo slava imenu Jezus. In Jezus ne samo, da te vodi po poti, da te izpelje iz depresije, da te izpelje iz tvojega problema, še več od tega, on ti je odpustil tvoje zle misli. On ti je odpustil tisto, kar si stkal proti bližnjemu. On ti je odpustil in je zvest in pravičen, ko mu priznaš, ti odpusti. Samo ko mu priznaš, ti odpusti. Ne rabiš delati pokore 1000 let. Brate in sestre, Bog je živ, Bog te razume. On želi, da mu odpreš svoje srce. On želi, da svoje srce raztegneš, da ga on napolne svojo močjo. Haleluja. In tisti, ki se mu predajo, se na novo rodijo. Tisti se na novo rodijo in dobijo cel paket Božje milosti. In v to Božjo milost pa še tudi to, da je on na križu bil izmesarjen, iznakažen, zato da si ti lahko zdrav in ozdravljen. In pravi Božja beseda, da tisti, ki veruje, bo sprejel vse. In tisti, ki verujejo, bojo polagali roke. Zakaj? Zato, da bojo bolni uzdravljeni, da bodo kruljavi se dvignili, da bodo tisti, ki so obteženi, bili popolnoma razbremenjeni in svobodni. In zato smo pripravili tam, ko dve dame sedijo, en prostor, kdorkoli s kakršnim koli težavo, problemom, boleznijo je prišel, naj ne bo to njegov problem, naj ne bo to njegova težava, naj ne bo to njegova stiska, ampak naj to da pred Boga. In bratje bojo tam molili v polaganju rok, da se izpolni pismo. Jezus je hotel izpolniti cel paket tega, kar je mu Bog za njega. In bod del tega, kar ima Bog danes zate in za vsakega izmed nas. Zato, ker želimo, da to mesto spozna, da se je približalo Božje kraljestvo. Božje kraljestvo v sili in moči. Nov nauk z oblastjo, ne nov nauk v religiji, ampak nov nauk v oblasti in moči Svetega Duha. Ker Sveti Duh je tisti, ki ga je Bog Oče poslal, ko je Jezus izpolnil svoje poslanstvo na zemlji. In pravi Božja beseda, če beremo naprej, grem, zato da vam pošljem to lažnika. In to lažnik, Sveti Duh, je lahko v vsakmu izmed nas. V vsakmu izmed nas. In živi Bog si je izbral tebe, ja prijatelj, ravno tebe. Si dovolj dober, za Boga si dovolj dober. Ravno tebe, DJ, ravno tebe naprej, kdor sedi. Ravno tebe, ki sok piješ, ravno tebe, ki sendvič ješ. Ravno vi, ki ste tam pri golu. Vas si je Bog izbral. Si dovolj dober, za Boga si dovolj dober. Odpri svoje srce, da se njegova bližina pojavi v tebi. Kajti ti si njegova prisotnost. Ti si njegova prisotnost. Haleluja. On je luč našim nogam. On je pot, resnica in življenje. On je luč, kjerkoli hodiš. Jutri, ko bomo
v ponedeljek, ko bomo v službi, je on naša luč. Ne rabimo se jeziti. Zakaj? Zato, ker je Jezus s tabo. Ker je Jezus s tabo. Jezus ni del rituala čez vikend, ampak Jezus Kristus je živi Bog in želi prebivati v tvojem srcu. Vsak dan, v vsaki situaciji. Zato, prijatelji, odprimo danes svoje srce za njega. In kdorkoli želi Jezusa Kristusa sprejeti, naj v srcu naredi to odločitev. Naj pride na tiste stole, da bojo brati in sestre molili za njih. Zato, da si razbremenjen. On je prišel jetnikom oznaniti prostost, bolnim zdravje, neodrešenim odrešitev, sužnjem svobodo. In vse to je v Jezusu Kristusu. In naj bo slavljeno ime Jezus Kristus. Amen.